Pozdravljeni. Za nami je edino pravo zimsko testiranje pred začetkom sezone 2023. Danes si bomo skupaj pogledali, kaj vse se je zanimivega zgodilo v tistih 3 dneh, četrtku, petku in soboti, ko so bolidi preizkušali novosti na progi v Bahreinu. Po končanih 3 dneh zimskega testiranja je prav, da nekako pogledamo rezultate in skušamo razumeti vse tisto, kar smo videli. In tu bi rad poudaril, da pred nekaj dnevi sem objavil poseben posnetek, kjer sem skušal dati določene smernice, na kaj moramo biti pozorni in v bistvu, kaj bi bilo celo potrebno zanemariti. In kogar zanima, ta starejši posnetek ima bližnjico, kot običajno tam skoraj. Danes si bomo pa ogledali konkretne podatke in seveda, ko bomo sledili že prej navedenim smernicam, bomo tudi skušali razumeti vse tisto, kar so nam ekipe pokazale in morda tudi ono, kar je ostalo marsikomu skrito. In najprej se moramo zavedati, mi navdušenci, da rezultate moramo gledati malce bolj globalno, kot nam jih marsikdo prikazuje. Verjamem, da je kdo izmed vas zasledil tudi ta podatek, ki ga vidite sedaj na ekranu. In sicer dejstvo, da je Sergio Perez bil na koncu zimskega testiranja hitrejši od tistega, kar je pokazal Charles Leclerc na samih kvalifikacijah. In seveda, za mnoge navdušence se je zgodba končala tu in prišli so do sklepa, da letošnji bolidi Formule 1 so hitrejši od lanskih in da Red Bull je hiter. Ne trdim, da Red Bull ni hiter, ampak sklepati iz teh podatkov je malce preuranjeno. Najprej, Perez je imel na razpolago vse mešanice pneumatik, ki jih na razpolago daje Pirelli. Če se spomnimo na sami veliki nagradi Bahreina lani, je bil izbor med pneumatikami C1, C2 in C3 po lanski specifikaciji, ki se pač ne spreminja do letos, kar se tiče mešanic. Torej, Charles Leclerc je svoj čas postavil na trši pneumatiki. A pomembno je še nekaj drugega. Namreč dnevni čas, ko je praktično voznik opravil tisti svoj hiter krog. Na tej preglednici lahko vidimo, da so nam dali podatek tudi o uri, kdaj je kdo postavil čas. In to je bistveno. Namreč med tistimi urami okrog poldneva in onimi, naprimer večernimi, se asfalt ohlaja za približno 15 stopinj, kar v svetu Formule 1 je mnogo. Torej, okrog poldneva so trše pneumatike nekako obvezne, kajti delujejo na višji temperaturi, ko se večeri pa mehkejše pneumatike v bistvu dajo določeno prednost. Ne smemo pozabiti še na neko dejstvo, ki pa ni presenetljivo. Pričakovano je, da bolidi bodo hitrejši med lansko in letošnjo sezono, kajti ni prišlo do kakšnih radikalnih sprememb, kar se tiče tehničnega pravilnika. Torej, sedaj, če damo na isto raven vse ono, kar smo povedali, lahko nekako sklepamo, da čas, ki ga je postavil Perez v primerjavi z onim, ki smo ga videli lani na kvalifikacijah pri Leclercu, niti ni tako hiter. In podobna zgodba je lahko ona, ki jo vidimo prav pri skuderiji Ferrari pri času, ki ga je postavil Charles Leclerc in njegov moštveni kolega Carlos Sainz mlajši, v 3. dnevu zimskega testiranja. Na prvi pogled identični čas, dosežen z enako mešanico pneumatik, ampak v različnem delu dneva.
Vidimo, da Leclerc je svoj čas postavil tam okrog poldneva, medtem ko Sainz v popoldanskem času, kar nam zopet pove, da Ferrari kot tak je v kvalifikacijskem krogu sposoben narediti bistveno več, kot nam kaže sama gola razpredelnica časa. In podobnih primerov imamo lahko kar nekaj. Če pogledamo sedaj rezultate drugega dne, bomo videli, da Zhou je presenetljivo prehitel svetovnega prvaka Maxa Verstappena. Ampak, če vzamemo v obzir, da Zhou je rabil mehkejšo pnevmatiko, da je kasneje postavil čas, nam je jasno, da tisti rezultat Maxa Verstappena niti ni slab, še več, ukolikor ga skušamo nekako korigirati na vse tisto, kar so kasneje pokazali njegovi kolegi, in njegov rezultat blizu onih najhitrejših. Namreč vidimo razliko v mešanicah in seveda razliko v temperaturi asfalta, kar sicer sklepamo, ampak ko sem sledil samim zimskem testiranju, sem opazil približno najmanj razliko 15 stopinj. In sedaj se marsikdo sprašuje, zakaj Max Verstappen ima tako slab čas na prvi pogled, ker zadnji dan ni bil prisoten v bolidu. Zjutraj in popoldne so to čast namenili Sergiju Perezu. A sedaj, da bomo še bolje razumeli, zakaj je šlo v teh zimskih testiranjih, moramo opaziti še nekaj. Kako se je spreminjala tipologija hitrih krogov od prvega do tretjega dne. Če vzamemo tabelo časov prvega dne, bomo videli, da večina voznikov je uporabljala mešanico C3, le redki so izbrali mehkejšo. A vidimo lahko, da na začetku testiranja so vsi preizkušali, kako deluje tista pnevmatika, ki jo smatrajo nekje za sredinsko. In gledali so, na primer, ritem in seveda poleg delovanja samega bolida tudi pojavljanje določenih pojavov, kot je na primer degradacija. Nato v drugem dnevu lahko vidimo, da je bistveno več voznikov postavilo svoj najboljši čas prvič z mehkejšo mešanico pnevmatik in seveda nekoliko kasneje. In ta trend se je nadaljeval v zadnjem dnevu, v soboto. In zato, če pogledamo rezultate celotnega testiranja, lahko nimamo tiste prave slike, kajti razumeti moramo, kdaj je bil čas postavljen na kateri pnevmatiki in tudi, ali je bil ta rezultat prvega, drugega ali tretjega dne. Sedaj smo dobili nek pogled, ki nam pravi, da pravzaprav ne vemo še nič. A mnoge izmed nas zanima neko vsaj začetno razmerje sil. In tu si bomo pogledali drugi podatek, ki je po mojem mnenju izjemno pomemben. Koliko krogov so odpeljali pri posameznih ekipah. Namreč moram vam priznati, da na tokratnem zimskem testiranju smo lahko spremljali enkratno zanesljivo pri vseh ekipah. Seveda, videli smo rdeče zastave, videli smo okvare, ampak ne toliko, kot bi lahko pričakovali pri zimskem testiranju. In ukolikor zadevo pogledamo na primer skozi prvi, drugi ali tretji dan, ne bomo videli tistega, kar je bistveno. Pogledati moramo skupaj, koliko krogov so v bistvu prevozili pri posamezni ekipi. In tu lahko vidimo, da na primer tam zgoraj so ekipe, ki med konstruktorji v lanski sezoni niso bile blesteče. Govorimo o skuderiji Alfa Tauri, govorimo o Williamsu. Oni glavni akteri so pravzaprav skupaj 10 krogov več ali manj v tem primeru ne naredi neke bistvene razlike. Ampak negativno presenečenje je tam na dnu in imenuje se McLaren.
Namreč nihče izmed nas ni videl nekih velikih tehničnih težav, ki bi lahko upravičile tak zaostanek. In razumemo lahko, da ne gre za izgubo časa samo v enem dnevu, temveč so pomanjkanje števila kilometrov pridelali prvi, drugi in tretji dan. In seveda pri Meklarnu smo lahko videli nekaj, kar je zaskrbljujoče. Sam MCL 60 ima po vsaj tistem, kar sem nekako dognal sam, veliko konstrukcijsko težavo. Namreč razmerje med oprijemom in zračnim uporom je zelo na strani zračnega upora. Sicer bolidu ne manjka oprijema, ampak na ravninah ne dosega hitrosti. In sedaj, če si malce ogledamo vse tisto, kar se je dogajalo na sami progi, govorim o raznih težavah, bi lahko dejali, da nič takega in nič presenetljivega. Naprimer, da je imel Mercedes težave z menjalnikom, seveda je bilo pričakovano. Namreč manjši škrati se pojavljajo tu pa tam. Videli smo nekaj podobnega tudi pri ostalih ekipah. Naprimer, tudi pri Alfa Romeo F1 Team je Bottas imel težave, ampak verjetno so pri ekipi v bistvu tudi preizkušali, koliko krogov zdrži menjalnik. Namreč za seboj je imel veliko število kilometrov in kdaj pa kdaj je treba res fizično preizkusiti, ali bo popustil element ali ne. In videli smo pri mnogih ekipah izjave, ki pravzaprav nimajo zveze s tistim, kar bi morali slišati na samih testiranjih. Nikoli ne zaupajte, ukolikor vam voznik pove, da je zadovoljen z nastavitvami, da je uravnoteženost v redu in da nekako sledijo točno določenemu programu. Vsak voznik si želi hitrejšega bolida in zmeraj hoče imeti več oprijema ter manj zračnega upora, ker si želi zmeraj hitreje tudi skozi kombinacijo ovinkov. Uravnoteženost nikoli ni optimalna. Dobi se lahko nek sprejemljiv kompromis, ampak daleč od tistega, kar bi lahko imenovali popolnost. A med spremljanjem zimskih testiranj smo lahko že prvi dan videli nekaj zanimivega, ki pa ni bilo v mnogih virih pojasnjeno do konca. Namreč se spomnite tistega, kar se je zgodilo na Ferrariju SF23 na samem začetku, ko smo videli neko udrtino tam na nosnem konusu. Mnogi viri so pokazali fotografijo, kjer smo videli, da tista koža z ogljikovih vlaken je nekako popustila, ampak redko kje smo lahko videli ta posnetek. In sedaj lahko vidimo, da na ravnini se je vdolbina pojavila, ampak takoj, ko je voznik začel zavirati, se je ta vdolbina praktično skrila in nosni konus je imel enako obliko, kot smo jo videli prej. In seveda, sedaj tu bi lahko ta pojav povezali z neko drugo nastavitvijo, ki smo jo videli prav pri skuderiji Ferrari. Ste opazili, da v prvem dnevu so na bolidu skuderije se pojavili čudni napenjavci tam na sprednjem aerodinamičnem profilu. In morda prav to nam pove, kaj se je zgodilo na prvem delu tega zimskega testiranja. Namreč znano je, da ekipe iščejo tisto čarobno mejo, kje je vzdržljivost posameznega elementa. In poleg tega upogibanje profilov je že stalnica nekaj desetletij. Morda prednji aerodinamični stabilizator pri Ferrariju SF23 ni bil dovolj tog. In tu bi vas rad spomnil, da bolidi na zimskem testiranju morajo zadostovati varnostnim kriterijem, ne pa 100% slediti tehničnemu pravilniku. In sedaj, če pogledamo tu shemo, kako je sestavljen nosni konus,
gre za lansko izvedenko, bomo videli, da čez tisti element, ki se deformira ob trku, je napeljana neke vrste koža iz ogljikovih vlaken. A vkolikor smo bolj natančni, bomo videli, da vsi aerodinamični profili so vpeti v del, ki ima svojo kožo iz ogljikovih vlaken. In sedaj, če si zamislimo, da so se konci aerodinamičnega profila pogreznili navzdol, nam je nekako jasno, da tam, kjer je aerodinamični profil vpet v sam nosni konus, je tisti spodnji del potisnil zgornjo kožo navzgor. In v bistvu, če to lahko ponazorim z listom papirja, se je zgodilo to. In ker zračni tok je trčil ob nosni konus, smo praktično dobili pojav, ki smo ga videli kot vdolbino. In seveda, v trenutku, ko je voznik stopil na zavoro, so se profili nekako zopet postavili na tisto svoje mesto. Sedaj bom popustil pritisk na spodnji del lista in zgodilo se je pravzaprav tisto, kar smo videli na naših ekranih. Deformacija je nekako čudežno izginila, ampak mi, navdušenci, nismo dobili pojasnila, zakaj je pravzaprav šlo. Tu gre seveda za mojo osebno interpretacijo, ki je lahko tudi napačna. Ampak pri skuderiji Ferrari to ni bil največji problem. Tudi pomanjkanje nekih hitrih časov, kot smo razumeli, ni bila težava, ampak videli smo lahko, da bolidi skuderije niso opravili velikega števila krogov v enem stintu, v enem kosu, in po raznih virih smo lahko brali, da imajo težave z v bistvu degradacijo samih pnevmatik. Slišali smo iz ust Charlesa Leclerca, da so odpravili težave, ki so jih imeli z zračnim uporom. Ampak po drugi strani to lahko pomeni, da imajo manj oprijema. In tu bo verjetno tista prva hiba, ki jo vidimo pri skuderiji Ferrari. Kaj pa pri tovarniški ekipi Mercedes? Tu smo lahko videli kar nekaj ohrabrujočih sprememb in najbolj tiste, da bolid kot tak je bil lepo stabilen na progi, nobenega poskakovanja. A po drugi strani, tudi tu smo lahko videli kar nekaj težav vezanih z mehanskim oprijemom. Posebej v delu ovinka, kjer se zaviranje nekako menja s pospeševanjem, torej na samem vrhuncu ovinka, sam mehanski oprijem ni bil idealen. In Mercedes 214 naj bi uporabljal v bistvu predčasno pospeševanje, da bi nekako zaključil obrat. In s tem zdrsom na vrhuncu ovinka naj bi se zopet pregreval zadnji par pneumatik in tu je potencialni vir težav. Kot sem že omenil, škrat z samo hidravliko ni tako kritična zadeva in bolje, da se pojavi na zimskem testiranju, kot naprimer na sami dirki, kar smo videli lani pri Red Bullu. In prav Red Bull smo videli, da na teh zimskih testiranjih praktično ni imel težav. Ni imel težav niti pri programu, ki so ga napravili. Poglejmo samo Maxa Verstappena v drugem dnevu. Sploh popoldan ni opravil velikega števila krogov in pravzaprav nismo videli nobenega napora pri ekipi z Milton Keynesa, kot da bi vse opravili z lahkoto, kot da ne bi imeli težav. In zagotovo lahko trdimo, da Red Bull je tisto merilo, po katerih bomo ocenjevali vse ostale. Verjetno v mnogih virih ste prebrali, kako je Aston Martin prijetno presenečenje. In res je, ne toliko zaradi časov, ki jih je pokazal Fernando Alonso, čeprav predvsem prvi in drugi dan so se trudili nekako stopiti tja v ospredje, temveč zaradi tega, ker niso imeli težav, predvsem s pneumatikami,
in so bili sposobni odpeljati večje število zaporednih krogov. In to nekako veleva, da je projekt zdrav, kot sem že omenil, čisto nekaj drugega, kar smo videli, naprimer pri McLarenu. In tudi Alpine je ena izmed tistih ekip, ki ni pokazala tistega, kar bi morda pričakovali. Pri ekipah, kot so Haas, Williams, Alfa Romeo F1 Team, smo pa pravzaprav videli tisto, kar je bilo mogoče pričakovati. Namreč uporabo mehkejših pnevmatik v določenem delu dneva, da so se na hitro spravili tja spredaj in kjer bi morda prišli v sloj žarometov in za trenutek pobrali malce pozornosti ostalim velikim igralcem. In seveda v mnogih virih jim je to tudi uspelo. Sedaj ne govorim, da naprimer pri Alfa Romeo F1 Team so napravili slab bolid, ampak verjetno ne tako dobrega, da bi brez takšne ukane bil najhitrejši v drugem dnevu. In zato jih moramo postaviti tam v tisto sredinsko skupino, ki je izjemno zgoščena, kjer razlike med bolidi niso velike, ampak zopet lahko vidimo, da tudi tokrat na tem zimskem testiranju nam je ostalo več vprašanj kot odgovorov, ampak čez teden dni jih bomo dobili na veliki nagradi Bahreina. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.